A bi ti takole stal za foro? Ne bi, ne. Ja, nač bomo pa takole. Zdajle sedim v avtu, ki trenutno v Sloveniji pritegne največ pozornosti izmed vseh avtomobilov, ko so v Sloveniji. To so lahko to, ne vem, kakšni športni avtomobili, superkari. V nobenem avtu nisem imel toliko pozornosti, pa sem mi že nekaj furov, v nobenem avtu nisem imel toliko pozornosti, kakor jo imam v tem. Trobijo, mahajo, gledajo, lomijo si vratove, ko vidijo ta avto. Neko rohnenje iz daljave, tega ne bo slišal od njega. Tih je kot miška. Ampak, ko ga zagledaš, je pa upadljiv v božjo se veš, kaj mislim, ne? Dragi moji, avto, o katerem vam govorim, je nova Renault 5 E-Tech Luka Dončić Edition. Ja, ta avto je prejel prestižno priznanje za evropski avto leta 2025. Tako da nekaj je na tem, da je dober. Ampak dotično tale je pa še toliko bolj poseben zaradi svojega videza in svojih grafik. V osnovi je avto rumene barve, ima črne detajle, črno streho, zanimiva pa je tale rdeča linija, ki sega okrog in okrog. Kar pa ta avto dela drugačnega od ostalih in je tako rečeno one of a kind, je tale grafika, številko Luke Dončića in pa imenom njegovega novega kluba Los Angeles Lakers. Se mislim, da na tej točki ne rabim neki ekstra razlagati, kdo je Luka Dončić, ker če tega ne veš, pa res ne vem, pod kjerim kamnom ležiš. Mislim, najbrž živiš v nekem svojem svetu. Vse lepo je prav, ampak zakaj bi se v Sloveniji nekdo prej obrnil za Renault 5, kakor pa za kakšnim športnim avtom, recimo? Jaz bom eno teorijo precej preprosto razlagal, in sicer da je to v bistvu kombinacija dveh aktualnih dejavnikov. Prid z mano noter, da vam jih razložim, ker drugače bomo vsi zmrznili. Prvi aktualen dejavnik je ta, da je na slovenske ceste zapeljala čisto nova, prenovljena Renault 5 E-Tech. Komu rečemo, da je to legendarni Renaultov model za slovenski narod, ker konec koncev nekoč so ga izdelovali tudi v novomeškem Revozu. Marsikatera družina ga je imela pri hiši in tako naprej. Po drugi strani imamo pa tukaj še drugi aktualen dogodek. Novica prihaja iz Amerike, natančneje iz lige NBA. Ta novica je pretresla celotno Slovenijo in cel košarkarski svet. Pa se dajmo vrniti mogoče nazaj na tisto random nedeljo, 2. februar 2025. Zgledali je, da bo to še ena mirna, lepa, družinska nedelja, ampak zbudili smo se v poplavo enih novic, kako je Luka traden v Lakerse. Ker sem videl prvi post, sej pač najprej nisem verjel, sem mislil, da je to itak fake. Ampak tega je bilo pol toliko, da sem se počasi začel zavedati, da mogoče pa je vse res. Dallas je po tem dogodku zgubil kar nekaj fanov, mislim, celotno Slovenijo, to sploh ni debate. Zgovorna pa je tudi številka sledilcev, koliko jim je pala na Instagramu. Malo sem zaplaval, ampak upam, da sem povzel bistvo. Jaz mislim, da zaradi teh dveh kombinacij je ta avto toliko aktualen in poseben. Peljal sem že marsikater avto, tudi v superkarju sem sedel, ampak toliko pozornosti, kakor jo imam s tem avtom, toliko pogledov, toliko pozdravov, tega nisem doživel pri nobenem avtu. Pač ja, nova 5 je legendarni slovenski model plus Luka Dončić trade. Štekate, to je ta kombinacija. Avto sem prevzel včeraj na prvem semaforju. Na prvem semaforju dve starejši gospe vratove sta si zlomile. Spelem od semaforja Audi, trobi, maha, kada sva, ne vem, prijatelja že 20 let, kada sva ovce skapasla. Ma nimam pojma, kdo je bil. Se pelem po avtocesti domov, poredno z mano me je prihiteval kar nekaj časa nek drug avtomobil, na kar sem opazil, da me pač iz tistega avtomobila snemajo. Tako da ja, nekaj je na tem. Ajde, malo sem se pogrel, spet gremo lahko malo zmrzvati, pa prijatelju moram roko dati. Zdaj, idejo za to poslikavo so dobili pri podjetju Pleško Cars. Kar me v bistvu sploh ne čudi, ker kdor pozna Pleško, ta itak ve kakšen car je. Pa se veš, ne, lepo cek, kavi, rogljiček. Ideje mu pokajo levo, desno, znajo se iti marketing in moram reči, da so tudi tukaj zadeli v nulo. V bistvu so dosegli tudi to, da vsi vejo, čigav avto je to, pa čeprav nikjer ne piše Pleško Cars. Ajde, edin zadaj na levem boku ima tako eno majhno črno nalepkico, ampak to se ne vidi od daleč. Zdaj pa kaj je zgodba za vso to poslikavo? Naj poudarim, da tukaj ne gre za nobeno sodelovanje med Pleško Carsom ali pa Luko Dončićem. Luka Pleško mi je sem rekel, da je ta poslikava v bistvu poklon Luki in support ob njegovem tradu v Lakerse in upa, da mu bo ta poslikava prinesla srečo, da bo prišel do šampionskega prstana. In ko smo že pri prstanu,
Potem so naredili tudi tablico po prsten. Tako da, Luka, mi držimo pesti, sam hrabro, pa pojmo po ta prsten. Mogoče lahko tukaj rečemo Better Love Story than Twilight. Dobro, mislim, da smo celotno foro s temi poslikavami zajeli, zdaj si pa pojmo pogledati, kaj nam dejansko nudi nova Renault 5 ET. Pa če smo že zunaj, dajmo še tole stisniti, preden zmrznemo. Najbrž se vsi strinjamo, da gre za eno retro-futuristično obliko, se pravi, ohranja ta stari duh 5 iz 70-ih in ga kombinira z modernimi oblikovalskimi in tehnološkimi elementi. Nostalgija je tudi ena beseda, ki ga dobro opiše. Mislim, da so oblikovalci iskali te nostalgične poteze in so jih tudi našli. Ta stara 5 je bila ful značilna po svojih zunanjih navpičnih lučeh, no tale majhen dodatek tukaj pri lučeh pa izvira iz močnejšega modela Renault 5 Turbo. Tole rdečo linijo sem vam že pokazal, ki pride okoli čist hudo izgleda. Zadaj imamo en lep napis Renault in pa številko 5. Ker je tole električar, ne vidimo nobenih izpušnih sistemov, se pa tale modelček vsem znajdu na standardnih 18-palčnih platiščih. Tukaj nad žarometom lahko vidimo en zelo seksi detajl v obliki francoske zastave. Pa tale njihov posodobljen znakec mi je tudi kar všeč raton. Še en ful zanimiv dodatek tukaj spredi na haubi. Ta zaslon v bistvu med filanjem pokaže, koliko je baterija polna. Evo, se ti bom dal zdaj en primer. Pa še ena ful zanimiva stvar, takole, ko ga gledaš, misliš, da ima avto 2 vrati, ampak ni res. Lej, tukaj so lepo zakrili tale ročaj. In ja, stopaš v zadnjo klop. Se vem, skozi izkoriščam, samo da grem noter, ne. Lučke na dotik, poglej ti to. Olej, kjer detaljček tukaj. Evo, vse 5, ki so jih naredili do zdaj, pa še letence zdraven. Evo, da vam še vrata pokažem, da no, te rekli, da vam nisem. Evo, še ena 5, še en zanimiv dodatek. Zdaj, v zadnji klopi seveda ni boh ve koliko placa, ampak na kakšnih krajših lokacijah bi pa tudi čisto komod preživel tole, veš. Ja, moraš vedeti, da tale avto sploh ni 4 metre dolg, ne. Evo, takole pa izgleda sovoznikov sedež, izdelan je iz recikliranih materialov in tudi tej izvirajo v bistvu iz Turbo 5. Le kak zanimiva armaturna plošča, takole oblazinjena, na dotik zelo prijetna, pa imamo pa tukaj 2 zaslona, tale je seveda občutljiv na dotik. Zakaj se pa ti skrivaš, da se malo pokaže? Evo, takole vidiš, se ti še lučka pržge in prispade res hudo. Plus, ko zamenjaš vozni program, se ti te ambientalne luči spremenijo. Ajde, če damo primer, tole je tipka Multisense, zdaj smo v Comfort, Eko je zelena, Sport bo bolj takole športno rdeča. Takole nekako izgleda pogled iz voznikove perspektive. Tako se meni zdi, da ta volan izgleda res ogromen. Evo, na srečo imamo tukaj tudi fizične gumbe, da stvari ostajajo preproste. Zelo zanimiv detalj, ki vam ga hočem pokazati, je tale prestavna ročica, ki ob strani ima Renault svoj logotip. Ignorirajte folijo, ne bom je dol potegnil, ker pol bo avto cena padla za 10 000, ampak ja, ne, zelo zanimiva ročica. In kakor sem gledal, se mi zdi, da imaš možnosti do več različnih takih ročic in to je ena izmed možnosti, ki jo lahko izbereš. Pol je še ena ročica tukaj spodaj, ki v bistvu z njo skačeš po radijskih postajah, upravljaš tudi z jakostjo zvoka. Zdaj kvamal se tukaj, se nisem neki poglabljal, seveda ima assist line, radarski tempomat, prostoročno parkiranje, pač kar dosti ima teh asistenčnih cukrčkov. Tudi odlagalnega prostora kar nekaj, tukaj je na primer prvi, potem imaš tukaj na primer za telefon filat, pa še en prostorček z ilustracijo 5, 2 cup holderja, pa še tukaj pri naslonjalu, evo. Pa valjda tudi takole pri vratih, a ne. Pa še ene tipke sem odkril, tukaj lahko tudi glasnost povečaš, zmanjšaš, pa ugasne zaslon ali kakorkoli, no. Pa tudi kar se tiče tehnologije, so šli malo naprej, lahko se pogovarjaš z AI-jem. I'm your co-pilot. At your service. Madonca, se je že kar stemnil neki, jel? Zdaj tale fantiček bo na voljo sem v dvokolesnem sprednjem pogonu. Na voljo sta 2 bateriji, prva je 40 kWh, druga 52 kWh, prva ima dosega tam okoli 300 km, druga pa 400. Zdaj, seveda, to je v teoriji, v praksi je pa, kolikor ga pritisneš, odvisno od vremenskih razmer in drugih dejavnikov, ne? Pa še en zanimiv podatek, in sicer baterijo lahko nafilaš iz 15% do 80% v 30 minutah. Njegova maksimalna hitrost je omejena na 150 km/h, od 0 do 100 ima manj kot 8 sekund. Vem, ne sliši se dost, ampak je čist prijetno in simpatično. Seveda je najbolj primeren za kakšno mestno vožnjo, ampak tudi po ovinkih tamle do Bogenšperka moram reči, da sem zelo užival z njim. Cene novih 5 se začnejo nekje čez 27 000, so pa vse različice opravičene do subvencije v višini 7200 evrov. Včeraj, ko sem ga domov pripeljal, pa ko sem ga Zali pokazal, je bila prav pozitivno presenečena, koliko je
luška na avto, kako je zanimiv, kakšne detajle ima. Pa tudi rekla je, da bi bil sigurno eden izmed kandidatov za njen naslednji avto, če bi le ta imel kakšen motor z notranjim izgorevanjem. Ampak žal, taki mački so zdaj po večinoma kar električni. Ne? Prtljažnika vam sploh nisem pokazal, če sem pozabil. Evo, sam za vas, sicer je malo nafilan, ne preveč gledati, ampak ja. Takole, če se ne motim, je neki pod 300 litrov. Pač Mr. Sympaticus. Zdaj pa greva midva na toplo, ker drugač bom zmrznil. To sem vam že 100krat danes povedal. Evo, še ključ, da vam pokažem, takle klasičen Renaultov. Keyless v bistvu, zdaj bi se mogel že kaj pržgati, posvetiti. Evo ga, že utripa. Pa tele lučino, poglej, kva so hude. Animacija. Hey, let me introduce myself a bit. No, pa dej, kaj mi boš povedal? I'm here to help make your Renault ride more safe and comfortable. Yes, go forward. Here are some examples of my tips and tricks. Your driving seems compatible with Eco Mode, which improves driving range. Do you want me to activate it for you? Thank you very much. Currently it is cloudy in Ivanka Gorica with a temperature of 0 degrees Celsius. Today it will be partly cloudy with a low of -5 and a high of 1 degree Celsius. Ljubek, jaz imam občutek, da je -10. Prižgimo ga in damo v D. Let's go! Comme un fou, regarde sur les lèvres. Tu incites mon café au lait. Kaj je mrzlo, ratelj, pa je bilo že 15, na motorju sem že bil, zdaj bom pa v kapi mogel biti.